Potem pa vabim na oder naslednjega predavatelja, Matica Kristana. Torej, tisti, ki ste bili že včeraj tukaj, ste ga že spoznali kot avtorja tele razstave o Antonu Savretu in velikega eksperta za Savreta. Sicer je študent zgodovine, latinščine in grščine na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in njegovo diplomsko delo je bilo Vegecij in rimska vojska. No in ta referat mislim, da se bo vsebinsko krasno navezal na tega, ki smo ga imeli zdaj, strani Aleša Mavra, s tem, da se bo pač osredotočil na enega konkretnega otroškega cesarja. Tako da prosim. Najlepša hvala. Moja predstavitev se nanaša na zadnjega zahodnorimskega cesarja Romula Avgusta, bolje znanega kot Avgustul. O njem v bistvu ni mogoče povedati prav veliko. In če ne bi bil zadnji zahodnorimski cesar, se sploh o njem ne bi pogovarjali. Vendar je po moje vseeno zanimiva osebnost, čeprav več pove o drugih kot o sebi, ker je pač bil zaradi svoje mladosti neavtonomna osebnost. O dogodkih okoli leta 465 in 476 največ izvemo iz tako imenovanih kronika minora, to so neke manjše kronike, ki jih je izdal pri Monumenta Germanije historika Theodor Mommsen. Kot vidite, to sta dve strani iz njegove izdaje, se je precej ponesrečeno odločil vse te kronike izdati vzporedno, zato izdaja ni ravno uporabniku prijazna. Torej, leta 475 je vojaški magister Orest odstavil zahodnorimskega cesarja Julija Nepota, ki se je umaknil v Dalmacijo, tam še naprej vladal, tudi nosil cesarski naziv, ampak na tej točki mu ne moremo reči kaj drugega kot dalmatinski cesar. In Orest je za svojega cesarja oklical svojega sina Romula, ki je prevzel cesarsko ime Avgust, znan pa je bil tudi po svoji ljubkovalnici, kot vemo iz več virov, Avgustul, torej to je pomanjševalnica od Avgust, mali Avgust. Morda še en kuriozum, če pogledate na čisto tam na desni, bolj slabo se vidi, ampak zanimivo, za prihod na oblast je uporabljen izraz levare, dobesedno dvignem. To v bistvu po pravnem zgodovinarju Lupoju je to prevzeto iz Germanov, od Germanov, ki so svoje vojskovodje dvignili na ščitih in se je preneslo v pozni antiki tudi za nasledstvo rimskih cesarjev. Leta 476 se je Odoaker, vodja federatov, torej vojaških najemnikov germanskih v rimski službi, dal oklicati za kralja, se uprl in ubil Oresta. Na prosojnici je najbolj izpoveden vir za te dogodke Anonymus Valesianus Posterior. In Romula je odstavil in z rento poslal v Luculan. To je bilo neka utrjena, očitno prestižna četrt Neaplja in tudi renta je bila zelo visoka, 6000 solidov. In tu bi se morda ustavil ob prvem vprašanju, namreč koliko je bil Romul dejansko star. Zdaj, kot vidite, Anonymus Valesianus uporablja izraz infantia. Infantia, torej dobesedno otrok, ki še ne govori, res dojenček ali malček. Običajno pa se v današnji historiografiji navaja, da je Romul bil star okoli 10 let. Recimo Matisen pravi morda 14 let,
navedbe sicer ne utemelji. Tudi Nathan pravi, da je okrog leta 490 moral biti odrasel, ampak to temelji na zelo sporni hipotezi, da je Romul ustanovil Evgipijevo samostansko skupnost, kasneje v Lukulanu. In tudi Adams, ki je omenjeno kroniko izdal, tudi upozoril na njen njeno jezikoslovno zanimivost, ker je latinščina že precej vulgarizirana. Tudi on pravi v komentarju Ad locum, da je infancija tu mišljena v širšem pomenu otroštvo. Sprašujem se, zakaj ne bi Anonymus Valesianus brali dobesedno in pač imeli Romula za dojenčka, ko je bil cesar. Anonymus Valesianus pozna tudi druge izraze za mladostni in jih tudi uporablja, juvenis, parvulus. Domnevam, da je ta ideja, da je bil star tam okrog 10 do 15 let, da bazira na dejstvu, da je bil Orest zagotovo leta 449 že poročen in se potem sklepa na pričakovano rodno dobo njegove žene. Ampak v konec koncev bi se lahko Orest kasneje znova poročil. Tudi upodobitve na novcih, tule imamo Augustulus solidus, niso v bistvu izpovedne, zato ker so v pozni antiki izredno schematične. Cesarji se na upodobitvah skozi vladavino, tudi če so nastopili, če primerjamo z novcem Teodozija II., tudi če so nastopili kot otroci in vladali zelo dolgo, se njihova upodobitev ne spreminja. Tako da to tudi ni merodajno. Morda tu še en kuriozum. Na Augustulovem novcu, ki ga tu vidimo, se izraz Augustus dvakrat pojavi, torej Dominus Noster Romulus Augustus, Pius Felix Augustus, torej prvič kot osebno ime in drugič kot vladarsko ime. Še najboljši argument za Romulovo starost je Prokopij, ki Romula opiše kot mirakion, kar v klasični grščini pomeni nekoga, ki je tik pred odraslostjo, starega nekako 15 do 20 let. Nekoliko slabši argument pa je sklicevanje na Malha, ki pravi, to je en fragmentarno ohranjen zgodovinopisec, ki pravi, da je Romul sam, potem ko je Zenon se znova zavihtel na oblast v Carigradu, da je sam poslal odposlanstvo, s katerim je abdiciral. Problem pri tem je, da je sosledica dogodkov, ki jo opisuje Malh, v bistvu zelo nenavadna, da bi potem Romul, potem ko je Odoaker že prevzel oblast, sam imel avtoriteto oziroma sprejel odločitev, da bo poslal neko odposlanstvo v Carigrad. To je zelo vprašljivo, po moje. In tudi Müller, izdajatelj teh fragmentov, kot vidite, je popravil ta pasus, je emendiral v Odoaker, da je Odoaker to storil, ne Romul. Ampak, če Malha beremo dobesedno, potem je res moral Romul biti že toliko star, da je lahko dal nek ukaz. Sam o Romulu sicer nimam, o njegovi starosti nimam nekega močnega mnenja, bi pa vseeno opozoril, da Anonymusa Valesianusa ni potrebno kar tako zavračati. Še eno vprašanje je, kaj ti dogodki povedo o Odoakru kot zgodovinski osebnosti. Odoaker je, kot pravi Anonymus Valesianus, se usmilil Augustula, ker quia pulcher erat, ker je bil lep, kar je bizarna formulacija. Očitno se mu je zasmilil in mislim, da je to nek moment usmiljenja v zelo brutalni dobi in brutalna, čeprav je bila pozna antika še posebej brutalna, bi rad izpostavil, da je bil tudi čas
domnevnega duhovnega vrhunca antike zelo brutalen, da so tudi takrat otroci izgubljali življenja v dinastičnih obračunih, če spomnim na Cezariona, če spomnim na Julijo Druzilo. In tu se sprašujem, ali res lahko govorimo o nekem propadu nravi, kot lahko beremo ponekod, ko prehajamo v pozno antiko, ali gre preprosto za to, da so vedno bolj avtokratične institucije dopuščale vedno več izživljanja. Ker očitno so tudi ob samem koncu antike vladarji bili zmožni pokazati zelo veliko prizanesljivost. Če se vrnemo k historičnemu narativu, je zadnji potencialno vir za Romula Kasiodorovo pismo, kjer nekemu Romulu potrjuje neko rento. Torej, v tem pismu, ki ga vidite na prosojnici, imamo dve spremenljivki. Imamo Romula in imamo rento. Če bi bil omenjen še Lukulan, kamor je bil odposlan Romul, bi bilo vse jasno. Ampak ni. Romulov pa je bilo več, vsaj eden se še omenja v Kasiodorovih pismih. Tako da to pismo ni nedvoumno, je pa Thomas Hodgkin, ne tisti Thomas Hodgkin, ki je odkril Hodgkinov limfom, ampak njegov nečak Thomas Hodgkin, ki je bil antični zgodovinar. Po mojem mnenju še vedno, kar se tiče Kasiodorovih pisem, ni mogoče mimo njega in tudi pri marsičem drugem. Hodgkin je opazil, da je pismo naslovljeno samo na Romula in nič drugega, samo po imenu ga naziva. Čeprav je pozna antika zelo strogo, togo, hierarhična in on to interpretira v smislu, da je pisec morda bil v zadregi, kako nasloviti nekdanjega cesarja. Kot že rečeno, je to pismo interpretacija ni nedvoumna. Sicer, razen potencialno tega pisma, Romul izgine iz virov. In potem imamo samo še argumenta ex silencio. Ponavadi se navaja, da je moral biti mrtev do gotskih vojn, zato ker se v tem kontekstu več ne omenja. Konec koncev, če ta Romul v tem pismu ni Avgustul, potem bi ga lahko dal usmrtiti tudi Teoderik. Bi pa zdaj za konec postavil še dve vprašanji. Prvo je, kaj Romulova kratkotrajna vladavina pove o instituciji cesarja. Zelo na kratko rečeno to, da je oslabela in to se vidi že prej. Leta 472 je generalissimo, če se tako izrazim, Gundobad, nenadoma odšel z ravenskega dvora, čeprav je imel v rokah vse niti oblasti, čeprav je imel nastavljenega marionetnega cesarja in se je vrnil v rodno Burgundijo, da je tam prevzel oblast. O njegovih namenih viri molčijo, ampak zdi se precej jasno, da je raje bil prvi na vasi kot prvi v raveni in da mu je v bistvu burgundsko kraljestvo nudilo več potencijala kot ravenski dvor. Zanimivo je tudi to, da Orest ni oklical samega sebe za cesarja. Edini vir, ki razpravlja o njegovih namerah, ki to pojasnjuje, pravi, da se ni hotel izkazati za še bolj zaletavega, kot se je že. Ampak meni se zdi verjetnejša razlaga, da je pač že z institucionalnega vidika takrat vojaški magister nosil vso oblast in da je Orest za sebe zadržal tisto pozicijo, ki je bila močnejša. Za cesarja pa je pač postavil nekoga, ki je bil od njega odvisen in ki ga je lahko brez težav obvladal. In konec koncev tudi Romulova odstavitev kaže, da je bil cesar dovolj nenevaren, da si je Odoaker lahko privoščil to, da se ga je usmilil. In mimogrede Romul ni bil edini cesar, ki je bil odstavljen, ampak je odstavitev preživel v tem času. To sta bila tudi Avid in Glicerij, ki sta oba postala škofa.
In čisto za konec še najbolj težavna tema o širšem pomenu Romulove odstavitve. To je zelo obširna debata. Sam bi samo opozoril na nekaj vidikov in morda malo relativiziral idejo nehrupnosti, nehrupnega propada Zahodno-rimskega cesarstva. Več sočasnih piscev je leto 476 razumelo kot konec Zahodno-rimskega cesarstva. To je ena poanta. Druga poanta je, da stanje brez cesarja ni bilo popolnoma brez presedana. Namreč leta 465 po smrti cesarja Libija Severa imamo nek dvoletni interregnum, v katerem sta dva kandidata, ampak se nobeden od njiju dejansko ne okliče za cesarja. In morda se že tam takrat izrisovala neka ideja, da pa morda cesar na Zahodu ni več potreben. Posebej pa bi poudaril čisto na koncu, da predstavlja leto 476 vseeno nek konec nekega oblastnega centra v Italiji, torej Ravenskega dvora, ki se je dojemal za legitimnega gospodarja vsega Zahoda. In ko ta oblastni center, ko je že v zatonu, se dvakrat v bistvu ponovi nek zanimiv vzorec. Leta 461 s cesarjem Majorianom in leta 468 s cesarjem Antemijem. Oba sta poskusila napasti Afriko, ki so ji vladali takrat že vandali, obema je spodletelo in zatem sta izgubila oblast in tudi svoje življenje. Julij Nepot sicer ni napadel Afrike, ampak je očitno v času odstavitve, kot vidimo iz virov, načrtoval nek obsežnejši pohod proti Vizigotom v Galiji. 476, ko oblast prevzame Odoaker, se italska državna tvorba, čeprav se ne zares prestrukturira, samo v bistvu postane kraljevina, vseeno se je začela vesti drugače. Ne vidimo več nekih daljnosežnih posegov, ampak se zdi, kot da se je vpela, sprijaznila z nekim ravnotežjem oblasti v zahodnem Sredozemlju. Odoaker je takoj po nastopu v bistvu racionaliziral meje, se je umaknil nazaj v Provansi in tudi na nekdanjem Donavskem Limesu, za kar je vir znamenita vita svetega Severina. In sicer se je širil, ampak se je širil zelo previdno in skoraj da oportunistično. In tudi Teoderik, ki ga je nasledil, ki je zavladal v Italiji za njim, edini res ekspanzivni sunek v Južno Galijo je prišel v bistvu po sili razmer zaradi frankovske ekspanzije. V tisto je bil tako rekoč prisiljen. In ta sprememba v vedenju po odpravi cesarske oblasti leta 476 se mi vseeno zdi važna in sam bi jo tudi povezal s koncem, čeprav simbolne avtoritete cesarja na Zahodu. Toliko, hvala.